Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v današnji uri resnice. Prvi ta teden sem Bojan Požar, z menoj pa sta Boštjan M. Turk in pa Sebastian Jerečič, naša stalna komentatorja. Zdaj, pripravil sem kot nekaj izhodišča za današnjo debato 4 teme, sprejetje tega zakona oziroma novele zakona o zdravstveni dejavnosti, zadnji Golobovi nastopi, pa ta samozavest, ki jo sije. Malo bi pokomentirali intervju z Vladimirjem Prebiličem, ki je bil prejšnji petek na uri resnice, in pa to Golobovo napoved, da bo pozval pač njegove volivce, da se ne udeležijo referenduma o teh posebnih pokojninah 11. maja. Ampak za začetek bi prosil, če bi lahko pokomentirali današnjo anketo javnega mnenja Mediana na Delu. Zdaj, ključne točke, kot sem si jih jaz nekako zapisal, so to, da je pač nekoliko zrasla stranka Janeza Janše, močan padec Gibanja Svobode, mislim, da nekaj na 12%, kar je najnižja točka, najnižja meritev Gibanja Svobode doslej. Hud padec Nove Slovenije na 2,2% in pa vzpon Levice in pa Resnice. Ne? Zdaj, Sebastian, kaj ti to recimo pomeni? No, to krhanje, da imaš to padanje po korakih. To so standardizirane ankete, kjer se gleda v glavnem trende. Trend je jasen, da tudi vse več, bom rekel, pripadnikov levice, tudi trde levice, ne samo skrajne ali pa sredine, dejansko dviga počasi roke od Goloba. Prihajamo v tisto obdobje teh mandatov novih obrazov, ko je enostavno razočaranje že tako globoko, bližajo se volitve, raste strah pred vrnitvijo Janeza Janše na oblast, ko da se bodo začeli iskati alternative. To je, kar se tiče same Svobode, in Svoboda dejansko nima kaj pametnega za pokazati in se mi zdi tam zelo razumljiv ta padec. Malček je začudujoče mogoče, da se je Levica pobrala nekako na noge. Padec Nove Slovenije pripisujem izmišljeni aferi Dars, kjer očitno niso bili sposobni na to afero ustrezno odgovoriti. Resnica pa mislim, da je prebila tisto omejitev, ki jo je imela tudi zaradi izločenosti iz nekega medijskega dogajanja, in mislim, da so zdaj presegli prag skoraj zanesljivega vstopa v parlament, glede na to, da živimo v dobi populizma, da podobne stranke dosegajo uspehe po celotnem zahodnem svetu, in mislim, da je tudi Stevanović sposoben izkoristiti ta moment nekako. No. Zdaj, Boštjan, približno nekaj čez 20%, skoraj da tretjina ljudi se je preselilo med neopredeljene. No, to verjetno največ iz Gibanja Svobode, ne, predvidevam. Ne. Zdaj, očitno se zgodba spet ne ponavlja, ne, kot da bi imel recimo Vladimir Prebilič, ne, te ljudi nekako na dlani, ne, da postane novi mesija. Levice. Ja, problem torej prvo, ne, kar moram povedati, je, zdaj bom to, kar bom komentiral predpostavki, da te javnomnenjske ankete držijo in da so resnične, ne, ker prav pri Mediani smo že videli še ni eno leto, ki je napovedala zmago oziroma delni poraz Janeza Janše na evropskih volitvah, pa zmago Goloba ali nekaj tazga, a ne, in to tako rekoč 24 ur pred volitvami in do. Ampak recimo, ne. Vedno komentiramo to, kar je objavljeno. Ja, v redu, pač hočem reči, seveda neopredeljeni grejo po inerciji tega, da televizija je pastir domače črede, ne, in televizija, se pravi, jim bo povedala pač koga naj volijo, ne. Pri Prebiliču in nekoga bojo volila ali pa ne bodo volila, ne, mi tudi ne smemo pozabiti na to, da bi rekel taka aroganca, kot jo ima ta oblast, in aroganca je tisto najslabše v politiki, recimo Urška Klakočar se obnaša arogantno, Golob se obnaša absolutno arogantno. Zdaj si dovolj celo to, da pozivajo k neudeležbi na referendumu. Halo? A si vi lahko predstavljate večjo aroganco oziroma večji totalitarni refleks, da nekdo, ne, kje ni referendum? Referendum je najvišja volja ljudstva, najvišji odraz ljudstva. Sploh zdaj, ko imamo kvorum na 350,000 postavljeno, ne? In mislim, se to mora imeti seveda svoje posledice. Mislim, Golob deluje v tej svoji samozagledanosti tako arogantno, da te odbijajoče, in to imaš ti prav, ne? Ti volivci, ki so volili včasih Svobodo, so zdaj pač popolnoma razočarani, bodi si zaradi tega, ker se je nivo življenja v Sloveniji drastično znižal. Vsi sloji so s temi tako imenovanimi Golobovimi reformirani in reformami prizadeti, ne, ker to je izrazito škodo Slovenije, pa izrazito korist nekaterih profiterjev, ki se pač napajajo predvsem iz Golobovega kroga, ne. Tako da to je eno, drugo Nova Slovenija, pa moram povedati, vedno govorim isto, pa me ti fantje ne poslušajo, oni
tako kot Slovenska ljudska stranka, a ne, z seveda izjemo Strahove in Gregorčiča, ki sta zame še zmeri svetlo upanje, da pač ta stranka prije v parlament, drugače ne bo. Nova Slovenija je pač izgnala vse pametne ljudi, a ne, iz svojega, bi rekel, okrilja, zato tako kot je rekel Sebastian, ne, tudi ni znala servisirati afere Darsa in se ponavljajo čist iste zgodbe, kot so se bile v Krščanskih demokratih 30 let nazaj. Samo takrat je bil akter Jože Brodnik, jaz sem bil zraven, ker sem bil takrat v vodstvo, ne, kako sta se Peterle in Brodnik dajala okrog istih problemov, kot se z Darsom, on je bil direktor Darsa, danes je direktor Darsa bil, oziroma ni več Tine Hajdinjak, a ne, in seveda rezultati so pa tile, ne, da 30 let nazaj so imeli Krščanski demokrati, mislim, da 150-170 tisoč glasov. Ko je bil zelo hud porast leta 96, smo jih dobili 100 tisoč. Nova Slovenija je srečna, če jih dobi 45-50 tisoč. In zdaj pa po teh raziskavah še toliko ne. Seveda, jaz sem tu rekel, ne, to so zlate verige. Ne. Fantje so zvezani z zlatimi verigami, priklenjeni tako drugače na te vzvode tranzicijske moči, na denara. Ne. In zlate verige so najhujše verige, najhujše. Zdaj, omenil si Dars, ampak recimo, vzajemo tudi afero Litijska pa Socialni demokrati. Zdaj, v čem je finta, Sebastian, da se nekatere afere, če tudi morda, veš, ko greš globoko v nje, vidiš, da pravzaprav jih ni dost, ali pa gre za mali denar, kot je recimo primer pri Litijski, 7 milijonov je konec koncev mali denar v teh zgodbah. Kako je to, da se nekatere afere tako primejo, druge pa ne? To je čisto odvisno od delovanja novinarjev. Dajmo reči, to je popolna odločitev novinarjev, katere zgodbe bodo koliko pompozno recimo prikazovali. Ker če pogledamo res Litijsko, pri Litijski policija nima enega samega argumenta, dokaza, da je prišlo do stika med recimo prodajalcev in tema dvema uslužbencema ministrstva, ki sta ovadena. Edini, ki je pa strani Računskega sodišča dokazano kršil zakon, je bil finančni minister Klemen Boštjančič, ki je pa očitno nedotakljiv. Pa ne bom sploh omenjal ministrico, ki je podpisala pogodbo, pa se potem delala, da nič ni vedela recimo o temu. Pa vlada, ki je to požegnala. Pa vlada, ki je to požegnala, ampak spet, zakaj? Na priporočilo finančnega ministra. To pomeni, jaz mislim, da tisto, kar je bilo bistveno, kar se kršitev zakona v celi zgodbi tiče, je delovanje finančnega ministra. Ker sama cena, pravijo, da po prenovi bo stalo 2000 evrov kvadratni meter. In to je za takšen objekt znotraj Ljubljanskega ringa seveda popolnoma v redu cena. Problem je bil celoten postopek in ta, bom rekel, šlamparija strani ministrstva, način, na katerega so vse to počeli. Ampak druga zadeva je pa vprašanje tiste afere Dars, za katero je novinarka dobila celo nagrado za raziskovalno novinarko leta, in ki je pa popolnoma prazna, s komorkoli se realno pogovarjaš. Torej, tam so prisluhi, oziroma tam je nekdo povedal, da je Snežič vplačal, da podkupi ljudi na Darsu in to mu ni uspelo. In zaradi tega je direktor Darsa letel in zaradi tega pada recimo po Novi Sloveniji. Ampak spet zakaj? Ker se je medijska srenja takrat v večini odločila, da bo tisto prvi val afere Dars napumpala do konca. Ko se je zgodba zdaj ponovila, ko je drugič Nika Kunaver prišla s to zgodbo še dosti bolj bizarno, se je pa izkazalo, da so ostali novinarji bili seglih malček bolj zadržani in niso, bom rekel, na tak način zagrabili kot takrat prvič. Ampak škoda za Novo Slovenijo se je že zgodila in se zdaj samo še poglablja. In jaz mislim, da je za njih bistveno, da razčistijo zgodbo vezano na Dars in jaz sem prepričan, da Hajdinjak ni naredil čisto nič narobe pri vsej tej zadevi. Ampak to je zgodba, kjer morajo oni to razčistiti, ker posledice politične pa so tukaj. In drugi dejavniki pa mislim, da je strateška napaka Nove Slovenije, je pa to, dajmo reči, stalno ta strah ali pa, bom rekel, odnos do Janše. S tem, ko pravijo, šli bomo v desno vlado, ampak brez Janeza Janše, je to kot prvo matematika, ki ne obstaja, kot drugo pa s tem prispevajo k konceptu antijanšizma. Torej tudi oni, ki se zavedajo, da edini, ki bi jih lahko
vzel v vlado, je ravno Janez Janša. Oni so imeli že pogovore o možnosti vstopa v levo-sredinske vlade in so vsakič to seveda zavrnili, ker so ugotovili, da vsebinsko ni možnosti za dialog ne s Cerarjevo vlado, ne kasneje Šarčevo, z Golobovo itak ni bilo sploh debate o čem takem. Ne. Tako da dokler pa se ne bo razčistila zadeva, da desno-sredinski blok lahko samo z eno povezanostjo in hudo disciplino uspe premagati levo-sredinskega, bodo po mojem oni nastradali v anketah, zato ker SDS je pa tako močen in dominanten, da svoje volivce uspešno ohranja. No. In zdaj si tudi tega mnenja, da je zdaj teh slabih 30% pripravljeno za Prebiliča? No, jaz mislim, pripravljeni so za neko novo upanje. Strinjam se, da bo udeležba nižja, kot je bila na prejšnjih volitvah, 70%. Mislim, da je nemogoče ponoviti. Takrat je bil to dejansko tudi nek afektivni odziv po epidemiji korone in verjamem, da bo udeležba padla, sicer na 60 do 65, skratka ne na neke tiste najnižje odstotke, ki so bili v preteklosti. In določena populacija seveda čaka neko novo ime. Prebilič je tukaj zagotovo prvi favorit, bo pa moral zagrabiti, ne samo vsebinsko, kot je bil recimo na intervjuju pri tebi, on bo moral na terenu zagrabiti zdaj povezovanje različnih skupinic, ki se v tem trenutku oblikujejo kot neke nove politične iniciative v levi sredini, na torej pogorišču Gibanja Svobode. A si pogledal ta intervju mogoče, ker sem ga jaz imel v petek z Prebiličem? Jo, seveda. Ja, in kakšno je tvoje mnenje? Torej, moje mnenje, to je zelo ugotavljamo, da 30% že čaka potencialnih volivcev na Prebiliča. Zelo večplasten intervju, ne. Torej, jaz mislim, da teh 30% volivcev ne čaka kar na Prebiliča, predvsem zato, ker ti volivci prihajajo tudi iz enega sredinskega prostora. Prebilič se pa zelo, bi rekel, pozicionira na levo, oziroma vse, kar razlaga, je, da želi biti, bi rekel, primus inter pares, oziroma prvi med enakimi na levi. In s tem tudi razlaga, da bo med njim in Golobom, oziroma med Gibanjem Svobode in njim prihajalo do določenega kanibalizma. Ne. Zdaj, problem seveda, jaz recimo v tem intervjuju vidim, ne, ker delam na fakulteti, ne, je to, torej kakšni so standardi na FDV-ju, da je lahko nekdo zaposlen na FDV-ju in hkrati je župan v Kočevju. To je za neko resno univerzitetno institucijo nesprejemljivo. Nepoklicen župan je bil, ne? Vse. Kočevje je največja občina v Sloveniji. Ali je največja po kvadratnih kilometrih, ali je največja po številu medvedov, ali je največja po številu gozdov, ali karkoli, je največja občina v Sloveniji. Profesionalno ali neprofesionalno je to popolnoma vseeno. Jaz le ne govorim ti na občino, ker se v to delo recimo ne spozna se pa zelo dobro, kaj je to delo na univerzi in me recimo preseneča, da Prebilič govori, da on je čas za predavanja si našel. Vse predavanja so na univerzi v bistvu samo češnja na torti. To je pač špica tega, kar si ti raziskoval, kar si naredil, kar vse, da predstaviš študentov, ne more biti predavanja. To je osrednja zadolžitev. To je ena zadeva. Drugič, seveda, drugo, kar me pa blazno zmotilo, ne, mislim, jaz recimo sem v stiku ker dnevno to poslušam, se pravi te sajte, pa intervjuje, pa vdaje na francoskih, pa angleških podcastih in kaj je to geopolitika, ne. On je, če se ne motim, nekaj iz obramboslovja, ne. Geopolitika je pač realpolitika, ne. In tu seveda te teze, ki jih on razvija, da je diplomacija zavira vojne, ne orožje, to so teze, kot da bi jaz rekel, recimo, da se zemlja nazaj vrti od zahoda proti vzhodu. To ni res. Nobena diplomacija nikoli v zgodovini ničesar zavrla. Šele, ko je vzpostavljeno neko razmerje moči, ne, rapport de force, to pravijo Francozi, ne, to je ta diplomatski izraz, ne, potem lahko govorimo o tako imenovanim se pravi ustvarjanju atmosfere miru, konec koncev. Je to že od nekdaj, ne, to je ta veliki rek, če hočeš mir, pripravljaj vojno, ne? In da to nek obramboslovec tako razlaga, da bi on to razlagal recimo v kakšnem tujem jeziku na kakšnih velikih
bi rekel, velikih, bi rekel, medijskih turiščih, a ne, bi ga vprašali, mislim, če ve, po koliko so hruške, dobesedno, ne. Zdaj, Prej smo štartali z oddajo, si imel neke pripombe na njegove teze okoli meja palestinske države. To je pa drugo, kar me je blazno presenetilo, ne, on je na Pop TV na oddaji, se pravi, mislim, da je bil Uroš Slak, ne, se pravi, kjer so bili vsi evropski poslanci, Tomčeva, pa Putonin, pa mislim, da je bil še Gregorčič lahko. On je rekel tole. On je rekel, da so meje palestinske države določene z oselskimi sporazumi oziroma sporazumi iz Osla. Mislim, jaz sem to, in to reče predavatelj mednarodnih odnosov, recimo temu, ne, na neki fakulteti, ki je del Univerze v Ljubljani. Mislim, da obramboslovja sicer, ne? Ja, hočem reči, mednarodni odnosi so ipso facto povezani z obramboslovjem, s čim pa, ne, ker gre samo za razmerje moči. Mislim, to sta bila dva sporazuma iz Osla, 93. 95. leta, oba sta bila, bi rekel, samo nek zgled, recimo, dobre volje, a ne, popolnoma sta preživeta, ker se nanašata na tedanjo PLO, Jaserja Arafata in Izrael, a ne, ampak tam seveda ni nobenih meja Palestine nikoli definiranih, zato ker je to pač nemogoče narediti. Niti danes nobene meje Palestine niso definirane in je to, in razen Trumpa, ki razmišlja, da bi te meje naredil nekje drugje, a ne, se pravi zunaj tega konflikta, konfliktnega območja, zunaj Izraela, ker je tudi moj predlog, ker je to edina racionalna rešitev, tako kot so naredili Izrael, da so zbrali neko ozemlje leta 48, a ne, tako je treba zdaj, ta kriza je rešljiva samo tako, kot pravi Trump, da se izbere neko ozemlje in se tle tam naseli Palestince, da je to ozemlje čisto, nedolžno, v začetku, da ni problemov. To je edino rešljivo. Ampak da pa Prebilič govori nekaj takega na javni televiziji, mislim pa kaže na, ne vem, a se on norčuje ali karkoli, ne. Jaz mislim, da je to samo še ena, bi rekel, Prebilič je samo še ena od potez, bi rekel, te globoke države. Me pa preseneča, da so ga že zdaj lansirali, ne, ker to je pač, vsi novi obrazi imajo svoj efekt, če pridejo en mesec pred volitvami, to je ena zadeva, ampak očitno ni nikoga drugega, očitno je Čeferin preveč zagret za se pravi zgodbo UEFA in se ne pusti pač, ne pusti natakniti volovskega jarma, kot se reče. Je pa zanimivo, ne, da če sem jaz prav razumel Prebiliča, pa se podobno so ga razumeli tudi drugi, da je v bistvu postavila neke pogoje, ne, tem levici oziroma strelcem iz ozadja, ne, da želi imeti konsens za to, da bi on kandidiral, ne. Tu smo se že, mislim, da zadnje 3-4 mesece se pogovarjamo točno o tem. Torej vprašanje, ali bo Prebilič zapustil Evropski parlament in prišel v slovensko politiko, je odvisna od, da jim reči skoraj da zanesljivosti za uspeh v levi sredini. Ne? Torej, mislim, da smo se večkrat pogovarjali o tem, da če bo videl prosto avtocesto do uspeha, se bo tega lotil, ne bi se pa prišel boriti za par odstotkov in da jim reči dolgoročno delovanje, ker ima lepšo pozicijo v Bruslju. Mislim, da je tako, kar se tiče strateškega vidika nadaljevanja njegove kariere, to povsem pametna poteza, da torej zdaj v teh pogovorih ugotavlja, kolikšna bo oziroma kakšna bo širina poti, ki mu bo dovoljena na prihodnjih recimo parlamentarnih volitvah. In jaz mislim, da glede na to, da res ni nobene alternative v levem bloku trenutno, je tukaj zelo velik favorit. Skratka, ta njegova taktika se ti zdi dobra? Jaz mislim, da je to dobra taktika, da odpira, ker če ne drugega bodo tudi tisti, recimo zdaj se dogaja cel kup nekih marginalnih zgodb, male strančice ali pa one-man bandi razvijajo neke svoje zgodbe, se povezujejo, iščejo torej način, da bi nastopili na volitvah v taki ali drugačni obliki in on je edini, ki lahko vse te male zgodbe recimo poveže. Če bo nekdo potem od tega odpadil, ga bo zlahka pokazal kot nekoga, ki je prevelik ego, da bi prišel v skupno zgodbo leve sredine in bo seveda pobral lahko tudi tiste glasove, ker neki marginalni politični projekti, ki jim recimo tudi ankete ne kažejo možnosti, se dejansko prepolovijo zaradi tega, ker ljudje nočejo metati svojega glasu stran. Tako da ta poteza mu je zagotovo v tem momentu, sploh ker smo še daleč od volitev, strateško pametna, ker si tlakuje pot
do momenta, ko bo pa jasno, na kakšen način bo nastopil. Se je povedal, ni jasno, to zagotovo ne bo Vesna ali samo Vesna, ne? Ampak bo to neka druga nova zgodba, pod katero se bodo mogoče znašli vsi te razni ali pa te manjše ambicije, ki se zdaj nekako vzpostavljajo. A to misliš, te Vlado Dimovski, Vse tako, cel kup teh iniciativ je tudi v ozadju starega LDS-a in tako naprej. Ne? Skratka, nezadovoljstvo je seveda takšno, da ljudje razmišljajo o načinih nastopa na prihodnjih volitvah. In med velikimi imeni, ki so trenutno v političnem prostoru, je on zagotovo prvi favorit. Torej, če pogledamo zdaj realno, bitka bo za drugo mesto. Zmaga SDS in Janeza Janše je, mislim, da skoraj zanesljiva, ampak za vodenje vlade bo dovolj dobro lahko tudi drugo mesto, tako kot se je že zgodilo 2018. Pejbilič ne more, ne vem, doseči tega uspeha, kot je recimo ga naredil Robert Golob 2022. To je pa zelo veliko vprašanje, jaz mislim, da ne, da tudi zaradi tega, ker ni takšen moment, da bo to dosti teže bi ponovil neko tako zgodbo. Trenutno ne vidim, rekel, nekega, niti ambicij za kaj takega. No, ampak že boj za drugo mesto bo recimo dovolj. In v tem trenutku je tukaj seveda Golob, ki je še dovolj nekako pri nekih procentih, tukaj se ponuja Logar, se ponuja Prebilič. In v tej bitki ali pa v tem troboju dajem seveda izjemno prednost Prebiliču, če bo uspel skupaj spraviti zdaj vsaj večji del vseh teh posameznih iniciativ. Ali vi recimo pričakujete, da bodo ti mediji, ki jih kontrolira Golob, začeli zdaj, ne vem, napadati Prebiliča? Je to možno? Seveda, da je možno. Vse smo videli zdaj, kako so napadli recimo Toneta Ropa, dovolj je bilo par govoric, da pripravlja stranko, s katero bi šel recimo na naslednje volitve, pa se je začelo takoj izpadati po njemu. Sebastian, to je podobna tehnologija, je to kot pri Darsu. Ti napišeš članek o nekom, ki je nekaj rekel, to ne to je upo. Nekdo, ki je bil zraven pri teh zgodbah in zdaj je skesanec, tako kot je Snežič postal skesanec. Veliko vprašanje je seveda... Skratka, je to možno, da bodo Golobovi imeli napadali vprašanje je sicer, kje ima lahko kakršnokoli, oziroma kakšne konstrukte se vedno najde. Prebilič je rekel, da je čist, ne? Ja, pol sigurno nekaj skriva, ne. To je že tako. Torej, ena stvar, s katero se mi zdi, da je to najpomembnejši skupni imenovalec, se pravi najne debate s Sebastianom, ne, je ta, da se treba vprašati, zakaj Prebilič postavlja pogoje, tako težke in zahtevne pogoje. Pa on hoče finančno pomoč, on hoče primat na levici in on hoče medijski mir. Mislim, to so kraljevski pogoji, tega še nihče ni delal v zgodovini teh, ki so potem šli za nove obraze. To pomeni samo eno, da on točno ve, da ni nikogar okrog nikjer in da ta, bi rekel, tranzicijska nomenklatura oziroma ozadje, za katerim seveda stoji Kučan, ker zanimivo je to, kako se gladita kot podlaki, kot dva mačka, ne. Prebilič Kučana, ne, Kučan pa ima Prebiliča, ne. Se pravi, se tako nekako se otipavata, začenjata crkljati, kot se reče, ne. In Prebilič to točno ve, ne, da ni nikogar zdaj, ki bi. To je ena izredno pomembna zadeva, ne, ki lahko marsikaj, ki lahko pove tudi to, da so se ljudje naveličali biti, bi rekel, pajaci za nove obraze, ker konec koncev ta novi obraz traja, zdaj smo videli, kje je Cerar, se to vprašanje vedno postavljam, kje je Cerar. Dekan, pravne fakultete. Dekan, v redu, ampak to ni postal zato, ker bi ga tja nastavili strici iz ozadja, ker ga Kučan ga ni tja nastavil, mislim, dekan pravne fakultete, spoštovano mesto, ampak to spet ni to, kar je Cerar bil, Ne, to ni primerljivo z zunanjim ministrom ali pa s predsednikom vlade. Ne. In zdaj vsak ima 10 gramov pameti pa rabiš, če hočeš biti novi obraz oziroma predsednik vlade, sprašuje, kaj bo z malo naredili. Isto se sprašuje, Golob se vidijo Goloba. Dober, Golob si je sam kriv, in Čeferin, Aleksandar je toliko prebrisan, da se ne pusti upresti v to, da bi plesal, ker lepa vida samo eno poletje, oziroma potem šel pa v pogreb zgodovine. To je, recimo, to
to je najbolj interesantno, se mi zdi, kar se zdaj dogaja, kar pomeni pa seveda, da ta tranzicijska levica dosega nek vakum, neko implozijo, stanje implozije, ki je zelo podobno tistmu, ki je bilo leta 2004, mislim, da so bile 5. oktobra 2004 parlamentarne volitve, na katerih enostavno je umanjkalo volilno telo LDS-a. Zato, ker so bile Zbiljski gaj, Orion, en kup enih afer. Banka SIP, zato ker je se pravi Tone Rop popolnoma odpovedal retorično v duelih z Janšo, recimo se spominjam to za Lidijo Hren, ki je tisto veliko srečanje, ne, in so enostavno volilci levice ostali razočarani doma. Ne. In zdaj ta scenarij, ki ga Golob pripravlja s tem njegovim opustošenjem države, dopušča možnost, da tak in tak del, kot je Sebastian tudi že rekel, ne, da bo manjša volilna udeležba. Mi ne smemo biti presenečeni tudi, če bo klasična volilna udeležba, ker ta je zdaj, če vzamemo povprečje zadnjih parlamentarnih volitev, mislim, da prijemo tam nekje na 50%, ne. Mislim, da so bile 2018 50%, pa tako tle blizu smo, ne. In v tem so pa možni vsi scenariji. Ne. Zdaj vidim pa, da tu Logarju Sapa pojenjuje nekako, ampak to je odvisno od tega, pač, kako te mediji kažejo. Tle izražen še en dvom, da je Golob v celoti, bi rekel, gospodar medijev. Ne? Jaz mislim, da gospodari medijev so v zakulisju, da Golob je samo nastavljenec te globoke države za ta trenutek, ne? In da vse niti še vedno, tako jaz mislim, in tudi recimo to sem utemeljil analitično v svoji knjigi Jetniki svobode, vse niti še vedno vodijo do Miljana Kučana in mi Slovenci živimo slabše, kot bi živeli sicer, če bi te, bi rekel, ekipe iz zakulisja 30 let že ne bilo. Jaz sem prepričan, da če bi te ekipe 30 let ne bilo, bi bili mi tam danes kot Avstrija, če ne še en korak pred Avstrijo. Zdaj, kaj pa Logarju pojenjuje Sapa, ne? Zdaj, ne vem, ste verjetno videli to njegovo fotografijo na Facebooku, ne? Ki je dal sebe v tej bokserski... da se vrača. Ne vem, kaj misliš s tem povedati. Jaz vidim tako zelo določene umetniške produkte, tudi tisti video njegov, s katerim je napovedal recimo odhod, dokončno napovedal odhod, je bil tak s tistim mača čajem in tako naprej, bilo zelo umetniško, ne vem pa kako je, ali sploh je tudi politično sporočilo. Ker tu so nove generacije, kjer mogoče deluje res neka čist druga logika komunikacije, kot v naših časih, ko smo želeli imeti neko vsebinsko sporočilo. En je od spod napisal tam na X-u, se vrača v stranko SDS. Ja, to je bilo tudi zanimivo. Ja. No, ampak bojenja Sapa to, kaj je. Ja, jaz mislim sploh, da je Sapa, oziroma tako, bom rekel, jaz mislim, da moment je šel že mimo v tistem obdobju, ko jaz sem pričal, on res ni vedel na večer poraza na predsedniških volitvah, kaj je sploh naredil s tisto izjavo, da je to začetek nečesa novega. On takrat še ni bil odločen, da gre na svoje. To je pač nekaj rekel v euforiji momenta, ampak to je bila izjava, s katero je upravičeno doživel, dajmo reči, izločitev iz SDS-a, zaradi tega, ker namesto, da bi se najprej zahvalil svoji bazi, in njegova baza je bila volilno telo SDS-a, k kateremu je on veliko dodal, ne, ampak osnovna baza je bila tista. Najprej, da bi se moral torej zahvaliti stranki in celotni tej strukturi in potem govoriti o začetku preloma, spremembah lahko in tako naprej. Ne. Namesto tega je povlekel vse nase, kot da je bila to solo zgodba. Ne. In jaz mislim, da je bil tam nekako, bom rekel, še mogoče zadnji veliki moment, ki ga je imel po tistem, mislim, da je začel izgubljati potencial tudi zaradi dolgega vlečenja odločitve, ali bo šel na svoje, in predvsem zaradi medijskega prikaza, da je on samo satelit Janeza Janše, ima zelo, ne moram reči, dosti manjšo možnost pridobivanja ambicioznih politikov na terenu, raznih od županov do drugih, ki želijo se vključiti v nacionalno politiko, zato pridobiva v glavnem neke recimo občinske svetnike, ki so mogoče v drugi liniji, in zaradi tega seveda tudi ni nekega velikega preboja. Prebilič pa, tle se pa strinjam, postavlja zelo jasne pogoje, pa mislim, da tudi zaradi tega, ker si to lahko privošči, ker njemu ni treba iti na parlamentarne volitve, ima odlično pozicijo in kot ga že dolga leta spremljam, on vodi izjemno avtonomno politično kariero,
razume, da nacionalna politika seveda pomeni sklepanje raznih zavezništev, ki jih bo moral že v teh naslednjih mesecih skleniti, se pa strinjam, da vidi številne poraze novih obrazov in če bo vstopil v parlamentarno politiko, ima zagotovo namen 2 do 3 mandate ostati nekako na vrhu in zato se je tudi strateško na tak način tega lotil, po mojem mnenju. No, pa vseeno, zdaj, ko gledam te fotografije Žeta Logarja, ko ustanavlja te lokalne odbore, tam je zdaj za naše razmere kar veliko ljudi, tako na sliki, 30, 40, 50, 60, kar ni malo na terenu. Zagotovo. Ja, zagotovo in so tudi lokalno zanimiva imena. Ni pa nobenega imena, ki bi naredilo recimo nekega velikega preboja v recimo nacionalnih medijih. Druga stvar, ni nobenega nekega vsebinskega doprinosa, ki bi vsaj teden, dva vrtel v vseh nacionalnih medijih, recimo neko zgodbo, neko inicijativo. Ali pa neko njegovo izjavo, naprimer, pa kakoli. Ja. Ali pa neko tako vsebino, recimo zdaj bomo, dajmo reči, zdaj obdobje nekaj mesecev, ko je govora o vprašanju torej pokojnin, odnosu Golobove vlade do pokojnin, odnosu do privilegijev, prvorazrednost, drugorazrednost, skratka, vsi tisti koncepti skoncentrirani v eni zgodbi, kjer je SDS uspelo izbrati izjemno veliko število podpisov in to je tisto, kar pol drži neko politično potenco nekako v igri. Take iniciative z njegove strani ni bilo. Zakaj pa ti misliš, da mu zmanjkuje sape? Ja, zmanjkuje mu sape zato, ker preprosto, ker jaz mislim, da on sploh ni format za nekaj to, kar si želi biti. Recimo, če pogledate Sienkijeviča, tista velika scena, ki mu pa Hilonu pravi Petronius, bogovi so te določili za tatiča, ti pa si hotel biti zli duh, zato ne boš obstal. In to je, kam so njega bogovi niso določili za velikega liderja, ki bi premikal, in recimo Ala Janša, in tudi ga pa mislim, da to tranzicijsko zakulisje, ki sliši na Kučana, ne vidi več oziroma se zaveda te nevarnosti, da on lahko pa z Janšo sklene alianso, kar bi bila pač je še vedno mislim edina rešitev za Slovenijo, ker Slovenija si še enega eksperimenta z novim obrazom ne more dovoljiti. Če lahko sam skočim in nič ni odnesel SDS-u. On bi bil recimo za tranzicijsko levico koristen, če bi mu uspelo velik del stranke. Ja, ampak recimo, če bi mene vprašal, pa seveda jaz mu ne bom svetoval, ampak tudi se da najdete neko temo, ki ideološko ni obremenjena, pa zanima toliko in toliko ljudi, da najdete nek profil, da nekaj, kar bo mediji zagrabili, da se boš ohranil. To sploh ni težko, konec koncev. Mi, ki prihajamo na oddaje, se moramo pripraviti, moramo imeti svoje ideje. Recimo, jaz imam zdaj eno idejo, recimo, ko lahko brezplačno svetujem Prebiliču, kaj ne istorija, in mu bom svetoval tole, da ne ostane na bruselski plači, ker tisto, čakajte, kaj mislim, tisto plačo si reže sam in si jo bo režal, ta kruh si bo rezal še 5 let sama, in ta ni slapa, zdaj pa, če pa pride sem, bo šel pa nekam, kamor bojo pa kruh mu drugi rezala, in to mu ne bojo rezali kruh predsednika vlade par mandatov, ker tacega primera še ni bilo, v najboljšem primeru, ki je pa čista hipotetika, mu bojo rezali mandat, ker te volitve so popolnoma nepredvidljive, kaj bo. In če pa ne uspe, če pa je izvoljen v slovenski parlament in ne postane predsednik vlade, si je pa ne ustrelil v koleno, ampak v glavo. Hočem reči, potem bo imel pa dobesedno 4-krat manjšo plačo, pa še pač je to neprimerljivo, ker bo njegovo delo bo brez kakršnekoli rezonance. In ker se bo naveličal biti poslanec, kar se seveda bo lahko šel nazaj za župana v Kočevje, se pravi nazaj na začetek kariere, če bo tam izvoljen. Tako da mu iskreno svetujem, da ne ostane pri kruhu, ki si ga sam reže. Jaz mislim, vsak politik seveda ima ambicije igrati na Wimbledonu, da tako rečemo po teniško. In da je seveda biti predsednik vlade nekaj, kar bi vsakemu politiku bila največja ambicija. Edina izjema je bil Borut Pahor, ki smo ga morali psihološko zlomiti, da ni šel na predsedniške 2-7, ampak da je postal predsednik vlade in se sicer ni ravno najboljše to izteklo. Tako da jaz razumem te njegove ambicije. Je pa res, da
ima ravno to, da trenutno sam reže svoj kruh in da ima še 5 let zanesljivosti, mu daje to svobodo, avtonomijo, da lahko postavlja pogoje in da tudi v pogovori z vsemi centri moči v levi tranzicijski levici lahko, bom rekel, nastopa z te pozicije moči. Ne. Mislim pa, da je v celotnem tem spektru političnega prostora daleč najboljša izbira, kar jo levica ima. Mogoče je tukaj na nivoju Tone Rob zaradi svojih velikih izkušenj, ki jih je imel že kot bivši predsednik vlade in vrsto drugih funkcij, ki jih je upravljal, ampak Prebilič je bil uspešen župan, ima nek nastop, ki je za slovensko javnost očitno privlačen. Ne? Tudi ko ne pove veliko, ali pa da rečemo tako, obstaja podobnost med njim in Logarjem v neopredeljevanju do nekih detajlov, ampak on to naredi na dosti bolj učinkovit način. No, tako da izpade, bom rekel, zelo kredibilen in izpade, kot da ima zelo jasno idejo, kaj bo recimo naredil, tako kot je pri tebi v intervjuju govoril recimo o zdravstveni reformi. Ni povedal nič, ampak je izpadlo, kot da ima zelo jasno sliko, kaj bi on drugače recimo naredil. Za razliko od Logarja celo včasih reče, da ne bo komentiral. Tega se bo verjetno počasi mogel reči odvaditi. Tudi kot profesor, kot govorec zna nastopati in je ravno toliko, bom rekel, slovenski narod pač nima rad močnih voditeljev in je to neka nacionalna kulturna karakteristika, ker se očitno prestrašijo nekega močnega voditelja in bom rekel, pri njemu ni te agresivnosti moči, kot je recimo pri kakšnih drugih županih bilo recimo opaziti. Kaj se je rekel, da ste psihološko zlomili Pahorja, to ste ga zlomili potem, ko je zmagal na volitvah? Ne, to tisto noč, ko se je odločil, da ne bo šel na predsedniške, ampak na parlamentarne volitve. Torej, on se je odločil dejansko noč, preden je na tisti konferenci stranke tudi povedal, mi tudi na tisti konferenci še nismo, torej, glede na smeh njegove asistentke smo bili, bom rekel, skoraj zanesljivi, da se je odločil za parlamentarne, ampak do polovice govora nikomor ni bilo jasno še, kako se je odločil, ali bo šel na parlamentarne ali predsedniške. To je metafora rečeno, prepričali smo ga pač, da bi pustil stranko na cedilu v primeru, da gre na predsedniške volitve. Ampak Sebastian, lahko sem nekaj rečem, jaz se ne strinjam čisto, recimo to, prvič, ena teza, s katero se ne strinjam s teboj, da Slovenci ne marajo močnih voditeljev. Mislim, to je delno res, delno pa ni res, ker so vse 3 primeri močnih voditeljev, ki so v prostoru in so zelo močni. Eden je Janša, on je absolutno močen voditelj, drugi je Janković. Jankoviću ne moreš reči. To so pa nekateri župani, to so pa izjeme. Mislim, pa tudi Janković. Bil je tudi Popovič v Kopru, Šrot v Celju, in tretji je prav Borut Pahor, mislim, ker ima poudarjeno to, bi rekel, samo všečnost. Ne, sam je pa čist drugi stil. Strinjam se, kar se tiče Janše Jankovića, pa tudi se najde, kot sem rekel, od Popoviča še kakšne druge. Župani določeni, absolutno. Janković je nacionalna figura, to je taka politična funkcija. Ampak nacionalno on ne more čisto nič več narediti. On je imel eno možnost na tistih volitvah 2011, tiste možnosti ni znal ustrezno izkoristiti in mislim, da take možnosti nikoli več ne bo imel, ker tudi ko je recimo na volitvah 2018 recimo podprl takrat Karla Erjavca, se tisto ni preneslo v tak rezultat. Tako se ni preneslo v tak rezultat volitev. Mislim pa, da dejansko večina ima raje neke mehkejše obraze, kot je bil recimo v končni fazi tudi Drnovšek, pa je bil, rekel, svoje sorte lider v ozadju, ki je znal zelo dobro voditi tudi kakšne ostre poteze do nekoga, ampak navzven je dajal vtis nekoga, ki ni nevaren. Jaz mislim, da je to ravno glavni razlog, da velik del javnosti ne sprejme Janšo, je ta medijska podoba, ki se je ustvarila o njemu. In to je, ki se je ustvarila skozi ta desetletja. Z negativno kako pa potem Goloba ne vidijo ljudje kot močnega voditelja? Mislim, da ne. A ti ga vidiš? Ne, sprašujem. Mislim, da samo gledalo, v katerega pogleda. On zgolj samega sebe vidi kot močnega voditelja. Recimo, ta izjava ni močna, ti rečeš najboljša vlada v zadnjih 20 letih. Jaz mislim, da je to izjava, ki kaže na določeno osebnostno motnjo. Mislim, da je to znak motene osebnosti. Zdaj, moja žena je biopsihologinja in vsake toliko z
police vzamem knjigo Osebnostne motnje v teoriji in praksi in katerokoli stran odprem, se noter najde Gibanje Svoboda, ne? Od histrioničnih motenj do narcisoidnih do česarkoli. No, To zagotovo ne kaže kot nekaj močnega in grozljivega. Njegov šef, pod katerim je zrasel, ki pa je močna oseba, Igor Bavčar, je o njem večkrat rekel, da je to nek na meji, se pravi, tako, kot si je to mislil. Ja, in on ga je poznal, kajti šef pozna svojega on ga je tudi delavca. naredil kot tajkuna, da tako rečemo. Tako da on ga je poznal in to je, meni se Golob ne zdi kako. Meni se zdi v tej konstelaciji se mi zdi ta, ki se z njim sprehaja, veliko močnejša. Ona ga šofira. Ampak pač Rok Čakš in pa Peter Gregorčič pa opozarjata, da ta strategija od Goloba funkcionira, ne? Ta samozavest pa te njegove izjave. Za določeno javnost zagotovo. Za javnost recimo, ki čisto nič ne spremlja politiko, ampak ta javnost ga tudi ne vidi v teh nastopih. Ker ta javnost ga lahko vidi, torej to lahko deluje samo v omejenem krogu na Instagramu, ker nima čisto nobenega drugega stika s politiko, ampak ga mogoče tam slišijo in lenobno kar sprejmejo njegove trditve, da je to najboljša vlada v zgodovini, ki kažejo dejansko na osebnostno motnjo. Ja, ljudje se ne ukvarjajo s politiko, se ne ukvarjajo, in potem recimo kdaj pogledajo pa vidijo najboljša vlada, pa mogoče mu tisti teden ne gre toliko slabo, pa mogoče žena malo bolj prijazna, pa otroci malo boljše vole, pa pravno, pa vse nekem štima. To je ta slov, drugače pa taka izjava kaže, tako kot je rekel Sebastiana, mislim, zakaj pa take izjave, če bi bila taka izjava tako genialna, pa tako dobra, pa tako uporabna, potem bi jo vsi govorili, aj daj Trump to rekel, aj daj Trump to rekel, aj Biden daj to rekel, aj je to Macron da je rekel. Tako se mi zdi, da tega nihče ni rekel. Odhaja, mislim, kada gre v javnost, gre samo na dve točki, eno je tja na 24 zvečer k Slaku, in ena je tam na Odmeve, pač običajno je tam Tanja Stavič, kdorkoli pač je. In se mi zdi, da ga puščajo ga novinarji, da govori in prihaja v trans in te izjave so iz minute v minuto hujše. Jaz zelo verjamem, da on to resno verjame. Ja, ogledalo, v katerega gleda, je edino, ki verjame, da je on močen, najboljši in tako naprej. To je narcisoidna motnja. In potem prija na sejo vlade, a ne v ponedeljek, torek ali kadarkoli, in vpraša, kako četrtek, ne vem, da imajo to, mislim, in vpraša, kako pa je bilo, a ne, in potem že tisti, bi rekel, amanuensis oziroma torbonosec sta prvi prav, predsednik, ker kdorkoli ni kimal, je že šel iz kabineta. Že šel iz kabineta. Tako da potem so samo ti refli, predsednik, sprejeli smo zdaj ta zakon, novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ali je zdaj to res, ali je to nek zakon, ki bo recimo rešil zdaj to državno zdravstvo, ali pa recimo dostop zdravstvenih storitev do pač pacientov, potencialnih pacientov, ali je to v bistvu zdaj neko ideološko skrpucalo, ki je pač del neke politike. Mislim, da niti slučajno ga ne bo rešil. Vprašanje je samo, ali se bo zgodil res ta popolni zlom, ki ga nekateri tukaj napovedujejo. Ne vidim nobene možnosti koristi strani tega zakona. Temeljno vprašanje je, ali se bo dejansko zgodil zlom, ali se pa bo pokazalo, da gre za pretiravanje določenih zdravniških organizacij. Zdaj se bo videlo, koliko ljudi imajo dejansko za sabo. Sicer so tle tudi nekaj zelo jasnih signalov. Ko več tisoč ljudi iz zdravstvenega sistema podpiše neko sporočilo, je mislim, da to dovolj velika teža. Ampak ves čas smo tukaj v dvomu, ali so sporočila zdravniških organizacij, ali temeljijo torej na širokem konsenzu v njihovem sistemu, ali je to res samo elita. Kar pa je nedvomno. Zdravniki so popolnoma izgubili komunikacijski boj. Torej, popolnoma jim je spodletelo v komuniciranju z javnostjo, kar kaže recimo tudi anketa, mi smo v dobi populizma, to je že prvi kontekst, da rečemo, današnjega časa. Slovenci imamo ta solidarnostni temelj kot neko osnovni, da reč, bistven steber naše morale in kakršnakoli uspešnost je dovoljena le kakšnim športnikom, ki so mogoče nek arhetip nekdanjih bojevnikov ali kaj takega, drugače mi zelo težko sprejmemo, da je nekdo drugačen od nekega povprečja, ampak kljub vsemu, ta anketa, ki kaže takšno podporo javnosti tej ostri ločitvi, ker sploh ne vejo niti zakaj gre. Javnost ne razume detajlov te zgodbe, kaže pa populistični uspeh te vlade in popoln poraz
zdravnikov v prepričevanju javnosti. No, jaz mislim, da te 2/3, pač, ki je v anketi dela, se je izjasnilo, da podpira to strogo ločitev, oziroma in podpira to, recimo, da pač koncesionarji ne smejo razpolagati svoj dobičkom. Jaz mislim, da so ljudje enostavno prepričani, da jutri, ko bodo prišli k zdravniku, bodo enkrat vse dostopno. To so potem mislim, ta anketa je paradoksalna po nečem, kar sem jaz tam noter videl, da hkrati pa ljudje menijo, da bo to škodilo javnemu zdravstvu. To je ena od postavk te ankete. Najbolj pozoren je formulacija, se pravi nekaj, da bo izredno slabega, zato jaz tudi pač dvomim v tako anketo, ki na eni strani, pa se ljudje so prištevni. Niso. Na eni strani pravi, Ni nujno, veš, da so ljudje prištevni, Boštjan. Hočem reči, dobro, pač jaz jih jemljem za prištevne, pač ne morem drugače. Na eni strani imamo, da se s tem ne strinjam, na drugi strani pa, da bo ta zdaj razmejitev škodila javnemu zdravstvu. Seveda mu bo, to je popolnoma logično. Se tega nikjer v Evropi ni, nikjer na svetu ni, da bi bila vlada pa mediji v vojni za zdravniki. Tega nikjer ni. Plus, enkrat bo teh zdravnikov zmanjkalo, zato ker jih nimamo odkoder uvoziti. Včasih smo jih uvažali iz Hrvaške, danes iz Hrvaške jih ne moramo več uvoziti. Iz Bosne, zato ker pač ne bojo šli, ker imajo enake plače kot pri nas. Uvoziti iz Bosne jih ne moramo, kajti Zagreb in Ljubljana priznavata mednarodne diplome medicinske oziroma vsakršne, samo iz Bosne, samo univerze v Mostarju. Se pravi, vse ostalo je pač vprašanje. Odkot jih bomo pa uvažali? Srbija se privatizira. V Srbiji, karkoli si mi v njej mislimo, je vse zdravstvo v postopku privatizacije. In edina pot k temu, da mi imamo neko resno zdravstveno oskrbo, je to, da gremo v sistem, ki funkcionira. Poslušajte, kaj se bo zdaj zgodilo. Mi plačujemo v zdravstveno zavarovanje, ne moramo zdravnika. Plačujemo tole obvezno zavarovanje, dopolnilno zavarovanje, nič. Mislim, ker čakalne vrste so take, to je neverjetno. Torej, ni države v Evropi, ki bi bila v vojni s svojimi zdravniki. Zakaj pa so potem zdravniki v taki situaciji tako izgubili ta komunikacijski boj z vlado? Mislim, da so bili nespretni, ne vem, ali so si sploh pomagali s kakšno stroko v tem postopku, ampak to traje zdaj mesece, leta, že ta zgodba. Tako da kar dolgo očitno tukaj niso bili učinkoviti. In eno je ta slovenska, se pravim, tudi ta mal postsocialistična mentaliteta. To pomeni, niso imeli lahke naloge, bi pa lahko razložili, kaj to pomeni. Prva stvar, javno zdravstvo ni enako državno zdravstvo. Javno zdravstvo je dogovor o skupnem programu, vsebini, regulaciji, financiranju. Izvedba javnega zdravstva je lahko državna ali koncesijska, kar so zdaj sicer, bom rekel, potem, ko so najprej pol leta govorili, da koncesionarji niso del javnega zdravstva, zdaj zadnje mesece seveda priznavajo, da so del javnega zdravstva, ker ne morejo drugače recimo narediti. Ampak že s tistimi populističnimi izjavami so postavili zdravnike nekako v kot in se niso znali ustrezno odzvati. In najbolj perverzno pri vsej tej zadevi se mi zdi pa, da to govori Robert Golob, človek, ki je obogatel s prodajo naše javne državne elektrike in ki si je svoje žepe polnil z preprodajo javne dobrine. In on bo zdaj govoril o tem, da javni denar ne more iti v privatne žepe. Pa še zdaj to počne, ne? Seveda, še zdaj to počne, pa ne samo to, glavni denar iz javne blagajne, ki gre v privatne žepe, je seveda na področju gradbeništva. Kaj bodo zdaj govorili? Dajmo ukiniti te, seveda ne morejo, ker so to njihovi botri iz ozadja. Kaj bomo zdaj naredili eno državno gradbeno podjetje? Skratka, popolno vrsta nesmislov, če se pogovarjamo racionalno. In zdaj, kot si rekel, ljudje so lahko racionalni. Niso pa vedno, le manjši del dneva so, in to pri tistih zadevah, ki jih poznajo, se na nje skoncentrirajo. Politiko spremljajo z levim Zdravniki so bili deležni te negativne kampanje na isti način, kot Janez Janša. Če vsi mediji pluvajo in da so zdravniki, in to je seveda bila velika krivica, po kateri ne moš nič narediti. Ljudi so stalno prepričujejo, da za zadnji sleherni problem v zdravstvu so krivi zdravniki. In uspelo je z nekaj epizodičnimi primeri konkretno.
Drugo je šele to, dobiček pa gor pa dol. Zdaj, kaj se bo zgodilo? Dobaviteljev tleh sploh ni zraven, ne? Ker oni so ki so največji Zavod za zdravstveno zavarovanje. Oni dejansko vodijo igro. In kaj se bo zdaj zgodilo? Zdravniki bodo, jaz to vem, predvsem pa zobozdravniki, vrnili koncesije. Ogromno jih bo vrnilo koncesije. Ogromno jih bo vrnilo koncesije. In kaj bo potem? Potem se boš ti lahko naročil leta 2037 na to, da boš dobil plombo ali pa plačal privatnega zobozdravnika. To se bo zdaj dogajalo. Javno zdravstvo, tako kot v tej anketi tudi je, bo še za en korak naprej bolj nedostopno. Večina dobrih zdravnikov, ki bo imela možnost iti na zasebni sektor, bo šla v zasebni sektor. Seveda, vsi bodo šli v zasebni sektor. Glejte, ustanovi se usporedno podjetje, ki bo lastnik prostorov, opreme in bo zdravnik recimo tam samo najemal in bo tisti dobiček šel še naprej. Sem govoril z enim lastnikom tega zasebnega kliničnega centra, ki mi je rekel, da bojo to počeli. Ena od posledic bojo pa seveda tudi smrtja ljudi. Recimo, jaz sem imel predstavitev ravnokar prejšnji teden, predstavitev svoje knjige v Tolminu in tam sem me vprašal, kako komentirate, kako komentiram kaj, kako komentirate seveda, kar vsi vemo, da zaradi sprejetega zakona, da SP, da zdravnik ne more biti imeti svojega SP-ja in potem biti v službi, je nujna zdravstvena pomoč v tej ogromni regiji, kjer so bi rekel, gorske kmetije, kjer so osamljena naselja in gor in dol, zdaj med vikendi suspendirana, se pravi, če bo imel nekdo infarkt, če bo imel nekdo zastoj srca, če bo imel nekdo recimo zaplet sladkorne bolezni, karkoli, kar je bila nujna, potrebna, takojšnja pomoč, tega ne bo. Tega ne bo, zato ker zakon tega ne dovoljuje. Dokler se ne bojo ljudje reorganizirali ali pa prišle nove volitve, ampak vmes bo nekdo umrl. In ljudje se preprosto zavedajo, da se ne moreš se ti boriti proti svoji materi pa proti svojemu očetu. Ne moreš se boriti proti zdravnikom. To ne gre. Brez neke izredno hude kolateralne škode, ki je pa tistim, ki orkestrirajo te kampanje, popolnoma vseeno. Kučan pa Tjurk so se vedno zdravila v Švici. Oni imajo denar. Mislim, da je bil v Avstriji. No, pa v Avstriji. V Švici, to, ki je bil v Avstriji. V tujini. Oni imajo denar. Zdaj zadeva, ta novela zakona bo šla na Ustavno sodišče. In zdaj vidimo, bo Ustavno sodišče zaustavilo te člene. Vprašanje, če bo. Zdaj se spomnim, ko je bila sprejeta ustava, je profesor Markič predaval ustavi in je rekel, da je ena največjih lukenj te ustave 9-letni, torej omejen mandat ustavnih sodnikov, ker je rekel, imamo kapaciteto za prvo sestavo ustavnega sodišča, za mogoče polovico druge, potem pa bo zmanjkalo in bodo mediokritete zasedale položaje na ustavnem sodišču in to je zelo veliko vprašanje, kako se bodo odločili. Sodišča, v tej krizi strahotne in krizi institucij, ki najbolj Slovenijo tepe, mi smo izgubili ustavno sodišče. Ustavno sodišče je politična tribuna, je politični organ. Samo ne more ustavno sodišče dovoliti recimo prepoved tega, kar človek počne v prostem času. Vse to je nemogoče. Vprašanje, če ne. Videli, kaj bo naredili. To ni več ustavno sodišče. Ustavno sodišče tega ne more narediti. Da bodo znali najti neko politična tribuna, argumentacijo za kakršnokoli odločitev bodo pač sprejeli. Tem ljudem je vseeno, nad njimi ni nikogar več. Včasih je bil nad sodniki Bog, potem je bila nekaj časa partija, pa neka morala, ker ta komunizem prejšen je vsaj neko elementarno moralo, so ljudje še zdaj pa imajo ti ljudje denar, imajo ogromno denarja, čeferin in gor, nad njimi ni ničesar. Nikogar. Lahko naredijo, karkoli želijo. Lahko pa sploh ne odločijo. To ni sigurno, da bojo ustavili. Zakaj pa bi morali odločati? Se v RTV že 2 leti niso odločili. Ja, to se strinjam, Bomo odločili, bomo. Kaj pa Golob, recimo, zdaj, če ugotavljamo tukaj mi trije, kaj se bo pravzaprav v resnici zgodilo na podlagi te novele, tega zakona sprejete, kako se bo pa Golob iz tega izvlekel, ki pravi, zdaj po tem zakonu bo vse drugače? Po mojem, tako kot se je tudi iz kakšnih drugih zadev. Da je vse drugače, ne vidite, da je vse drugače. Točno to, ali pa bo šlo dalje in se premaknil na neko drugo temo. Vsi vidimo, da neko notorično laže, pa ni nobenih posledic. Dobro, predno končamo, še eno vprašanje me zanima, zdaj videli smo danes, oziroma že včeraj zvečer, pa danes je postavilo to v bistvu na nek način uradno. Vučić je ponudil Jankoviću, da bi bil lahko predsednik vlade, pa se Janković menda ni odločil, ker je rekel, da bo nadaljeval kariero kot župan Ljubljane. Kako recimo vidite to zadevo, da se, ne vem, da predsednik Srbije, neke države, ki ni na naših mejah, ampak je pač še naprej dol, ponuja ljubljanskemu županu
to, da bi bil pač predsednik srbske vlade in da ima konec koncev ljubljanski župan to tudi lahko naredi, ker ima srbsko državljanstvo. Ne? No, jaz mislim, da z Vučićevega stališča je to pametna poteza. Vučićeva nagrada Jankovića za podporo. Ne, jaz mislim, da je to bi bila za njega dobra poteza, ker bi pripeljal nekoga z evropskim pedigrejem, županom ene od evropskih prestolnic. Srbi gledajo na Slovenijo kot na državo, ki je v Evropski uniji, ki je šla daleč od njih, torej nas občudujejo na nek način in mislim, da bi bilo to v srbskem prostoru sprijeto kot neka velika pametna izbira, ki ni lokalno spolitizirana in v teh problematičnih situacij mislim, da bi Vučiću to precej koristila, recimo ena taka izbira. Ne? Strani Jankovića pa razumljivo, da želi zaključiti ta mandat, je pa potem vprašanje, kako bo nadaljeval svojo politično kariero. No, jaz sem občutil, da bo slej, ko da bo šel v Srbijo. Torej, ne bi bil prvi, ki bi prišel iz tujine voditi srpsko vlado, bil je Panič, v začetku 90-ih, ne, skratka. Tako je prišel iz Amerike, ne? Tako, iz Amerike, to so poteze, ki niso nič nenavadne v takem tipu države, kot je Srbija. Mi moramo nekaj razumeti, meni je Srbija zelo fajn, ampak 500 let pod Turčijo, pa 500 let pod Avstrijo je naredilo en ogromen prepad v tudi politični mentaliteti. Ne? In gre za državo popolnoma drugačnega. Sebastian, kaj pa praviš na to izjavo Vučića, da si želi, da bi nekoč, za Jankovića sta 72 let, v prihodnosti bil Janković glavni v Srbiji? Pa on pomaga. Torej Vučić zna, bom rekel, je izjemen retorik, on je bil seveda v Miloševićevih časih najprej minister za informiranje, skratka, on je politično kariero naredil iz PR-ovskega štarta. Ne? In je zaradi tega izjemno spreten in on seveda nagovarja svoj del Srbije. On nagovarja svojo polovico Srbije, ki je predvsem Srbija z vasi, Srbija iz majhnih krajev, Srbija, ki je tudi klientelistično vezana na državo. Srbija tistih babic, ki so že umrle. Pa ni malo problem v tem, da se kaže, v bistvu zdaj, da niti več ne skrivajo teh povezav, ne, srpskega sveta. Strani Vučića, ne, njemu se pravi, to koristi, strani Jankovića pa druga zadeva. Strani Jankovića, ampak tle se je tudi izkazali, ko se človek v teh, mi smo ogroženi od Srbov, jaz sem to že večkrat povedal, ne, zato, ker oni nediskriminatorno posegajo po najpomembnejših funkcijah v državi in jih upravljajo slabo. Predsednik Vrhovnega sodišča svoje funkcije, predvsem, ko se rokuje z Jankovićem v VIP tribuni, to je absolutna diskvalifikacija funkcije in velika črna pika. Mislim, da je to en dan pred Jankovićevim narokom. Tako, in velika črna pika za Đorđevića, ki je predsednik Vrhovnega sodišča. Amen. Drugo pa, kar si jaz mislim o Srbih in seveda to, kar je Sebastian rekel, a ne, kako oni nas gledajo, leta 90-91 smo bili še v skupni državi. Od takrat smo imeli skupen približen GDP, ki je bil pač ista država. Od takrat smo Slovenci svoj GDP povečali za 500%, Srbi so ga pa zmanjšali za 11%. Da si pa predstavljate, kakšna ogromna razlika v razvoju mora to biti. To pomeni, da če se boste danes iz severovzhodnega dela Slovenije pelali v Avstrijo, ne boste pogruntali, kdaj ste v Avstriji. Če ste se recimo 30 let nazaj pelali, ste takoj videli, da je Avstrija, ki je bilo vse drugače. Danes je vse enako, začenši z registrskimi tablicami avtomobilov, da v markah, v znamkah avtomobilov sploh ne govorimo. Registrske tablice so iste, so evropske, ne, sam nekje, pač avstrijski grd, drugo slovenski. Ne. Hočem reči, in ta razlika je fascinantna in to je osamosvojitev. Kljub temu bogati Srbi kupujejo, ne? Ja, koliko je bogati Srbi? Ja, ampak drugače večina je pa... Kupujejo v Goriških brdih in podobno. Ja, se to pravi, ampak večina bogati so tisti, ki so pač obogateli s političnimi povezavami, drugače težko, potem mogoče še kaj bogatih, ampak v glavnem je to. Vendar običajni državljani živijo pa neprimerljivo slabše, kot pa živimo mi. Ta nevarnost tega srbskega kapitala, ki zdaj očitno prihaja preko Vučića, Jankovića, na Hrvaškem ta kapital kupuje pač medije, srpski kapital, srpski tranzicijski kapital, ko ga imenujemo, kupuje medije, ne? In to na Hrvaškem je to v bistvu ravno tak problem, se pravi, da oni imajo neko strategijo, mi Slovenci, pa z izjemo stranke SDS, a ne, recimo tle bi imel tudi lahko ne Virant, ampak Logar, pač svojo strategijo, ker gre tle za nacionalne interese, številka ena, kaj pa je nacionalni interes, ker to, da smo Slovenci v svoji državi, mislim, vem, kaj je bil še večji nacionalni interes od tega, se je včasih še Kučan zagovarjal, zato pa nismo dali, ne vem, kaj je že bila pivovarne, nismo dali tujcom, ne? Zdaj pa lahko Srbom vse dajo, kaj pa so Srbi? Je še veliko večji tujci, zato ker so vse v Evropski uniji, ti pa niso nikjer, pa tudi v Evropski uniji nikoli ne bojo. To vam jaz povem.
Pa misliš, da je zdaj isto Janković zavrnil, ali se je Vučić samo šalil, ali kako? Jaz verjamem, da je zavrnil, ali pa, bom rekel, so se o tem pogovarjali, pa je že v štartu rekel, naj o tem niti ne razmišlja in so pol iskali alternativo. V vsakem primeru je pa že to, da je Vučić govoril o temu, njemu koristilo, še enkrat PR-ovsko pravim, ker on nagovarja svoj del javnosti, kaj mu je pokazal s to izjavo? Da išče nekoga, ki ni del lokalnih spletk, nekoga z evropsko dimenzijo, kar je zgodba, s katero prodaja Jankovića. On prodaja, je župan, velik župan evropske prestolnice in za srbsko javnost je to pomembna zadeva. In pravim, Srbi obožujejo Slovenijo, obožujejo Ljubljano in to je z PR-ovskega vidika bilo zelo, zelo koristno. Za Vučića že da je pokazal, da se sploh trudi poiskati nekoga, ki je izven tega, dajmo reči, lokalnega političnega močvirja in da se s tem izvleče iz krize, ker Srbija stoji. Torej, Srbija je v popolnem kolapsu in jaz ne vidim nobene možnosti rešitve teh študentskih protestov, ki bi torej lahko razvezali ta gordijski vozel trenutne situacije. Da niče več ne dela trenutno v Srbiji. Popolnoma stoji, celotna država v teh situacij, ne? Pa se nikoli ni nihče nič delal. Vsem se malo hezen sliši, ko govorimo o Jankovićevi evropski dimenziji. Ja, dokler raste koruza, dokler raste prašiči, dokler raste šljiv oziroma pač sliva, za šljivovico, to gre, pa tako je vedno šlo, čez celo zgodovino. V 30 letih smo Slovenci naredili en bistven korak naprej, Hrvati takisto, Srbi pa ne, so pa tam, ki so. Pa se kaj pa je Vučić drugega kot reduplikat ali pa replika Miloševića. Vse to je princip je isti, sve so ostalo nijanse. Vse to je tako kot v Rusiji, vse to je pač ista mineštra. Dobro, začeli smo s Prebiličem, končali smo z Zoranom Jankovićem, ne? Najlepša hvala za vajne komentarje. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja Ura resnice. Vidimo se znova kmalu, takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.